Dragi moji alieni, živijo nazaj, lepo vas je spet videti, kje ste, kako ste? Nas čaka dokaj dolg video, tako da, prvo kot prvo naravnica gor očala, potencialno dol, zaradi tega, ker imam občutek, da se čist preveč bleščijo, čeprav ful pašejo k outfitu. In tretja stvar, danes je spet na sporedu True Crime, imam zelo močen občutek, da to zna biti vaša najljubša serija videov na mojem kanalu. Dorothea Puente je njen ime in priimek in možno, da je kdo že slišal, ker je dejansko na Netflixu trenutno šla kar viral, ker ima svoj delček dokumentarca o Worst Roommate Ever. Upam pa, da boste tale video gledali prej, boste gledali dokumentarc, ker sem se pač potrudila in sem ga naredila. Zadnja, četrta stvar se mi zdi. Jaz zdaj tle sedim, kjer sedim. Ponovadi scary video sedim v svojem kotu, kar se meni osebno zdi majčkan pust. Daj mi povejte, je tole boljš nekako, vedno vidite ekran, na ekranu je vedno nekaj povezan z videom, v tem primeru je to Dorotheina hiša, ki že skozi gleda scary. In pač škole kot je, lučke, kaj vam je boljš? Evo, ker je našo drago Dorothea Puente, ki velja za ono sladko staro babico, ki ima obleko iz šifona, ki ima ful debela očala, ki ji naredijo večje oči, za nabliz, sive kodraste lase, ona pridna mamica, vse, kar ji manjkali, je ruta na glavi, imela je leglo mač, kar pomeni, da še bolj prijazna deluje in pač vsi so imeli tudi tok radi in tok nekako jim je nedolžno delovala, da so jo tudi večinoma klicali babica. In če kar hitro preskočimo na bistvo tega videa, Videz vara. In Videz je varal tudi v tem primeru konkretno, ker ta pritkana babica je bila v 80-ih letih prejšnjega stoletja serijski morilec. V Sacramento v Kaliforniji je tam bliz, kjer je bila dejansko tudi domačene, direkt na njenem dvorišču, ubila in zakopala, oziroma vsaj ubila zaenkrat vsaj 9 ljudi. Večino teh grozljivih stvari se je zgodilo med letoma 1982 in 1989. Dorothea je bila premožna starejša dama. Ona je imela neko premoženje in ker je navzven dajala toliko prijazno, so ji ljudje zaupali in celo socialni delavci, da je k sebi sprejela socialno ranljive ljudi, oziroma ne samo socialno, nasploh brezdomce, ljudi brez družine, samotarje, ampak vsem, ki so imeli vsaj nekaj pod palcem, še vedno, da je ona od tega potem nekaj imela in ki jih je ona sprejela k sebi, naj bi za njih skrbela. Na nek način oskrbnica oziroma predvsem lastnica stanovanj, ki jih je ona oddajala v tej svoji lepi, veliki hiši. Vse te čudovite stvari je za njih počela, preden jih je ubila in zakopala okrog hiše. Tudi izginotja vseh teh ljudi so šla mimo zelo neopaženo, zaradi tega, ker so bili to ljudje v senci, na nek način ne izbrisani, ampak preprosto neopaženi, dokler ni ena socialna delavka Judy, ki je bila na nek način zadolžena za enega izmed teh stanovalcev, začela opažati čudne stvari. Bila zelo pozorna, kako se tam počuti 52-letni Alvaro Montoya in prve parkrat, ko je to preverjala, on je bil sicer Mehičan, čist brisan, čisto osamljen, čist preč od družine, ki v bistvu ni bil sploh v stiku z njo, in je pač preverjala, a ti kul, kako se imaš, kako je, in on je bil tak miren, tih in zadržan in ni mogla veliko zbrskati iz njega in je pač rekel, ja, okej, v redu je. In ko je enkrat klicala v to hišo, se je oglasila Dorothea in je rekla, ne, na počitnice je šel. In ona tako, kako je šel na počitnice, kam je šel na počitnice? On res ni bil šel na počitnice, hvala Bogu za to Judy, da je bila toliko upletena v stvari, da je približno vedela, kakšen naj bi človek bil. Ja, šel je na počitnice v Mehiko s svojim bratom, k družini na nek način, nekaj takega. In posluša Judy in si misli, that doesn't sound right, pač ne zveni to okej, ne zveni to kot Montoya. In se je odločila iti osebno preveriti, kar direkt tja na kraj zločina, k tej hiši. Zdaj, da ne bo pomote, Judy ni enkrat klicala in kar rekla, zdaj bom pa jaz uletela v to hišo, že zihar je ona nekoga ubila. Ne, pač klicala je tedne in tedne in tedne in ves čas je Dorothea govorila, ja, ni ga še vedno na počitnicah, bo že prišel in na koncu rekla, da ga ne bo več, če se ne motim. Okej, Judy je končno prišla k hiši in tam je imela možnost tudi spregovoriti še z enim najemojemalcem od Dorothea Puente in je ga vprašala, se njemu zdi kaj čudena, kaj čuden živijo, karkoli so mljivga. In je John rekel, ja, majčkan je res čuden, pa Dorothea kople velik lukan okrog hiše. Jezus. Tudi je bilo to zadosti, da je začela sumiti tudi celotno situacijo in je tja poklicala policijo, da preveri, kaj se dogaja. Ker ona ima to avtoriteto, da reče, da je pejte preveriti, ker meni nekaj smrdi, ker je le socialna delavka za... Hvala, nisem se spomnila besede. Okej, kar zdaj sledi je srhljivo, je grozno in se je dejansko zgodilo in je kar težko verjeti. Policija je dobila isti odgovor. Puenteva je rekla, na počitnicah je, s njim nadzraven, ne vem, če sploh pride nazaj, tralala.
Ampak Johnny jim je takrat nekako uspel posredovati sporočilo in to sporočilo je bilo, da ga ona sili v laži. Torej, da je na nek način prisiljen govoriti to, da ne ve nič in da nič čudnega se ne dogaja. Danes že tukaj sedim, da vas samo spomnim na vse lepe stvari, ki me obdajajo. Tale mikrofončič, pa tale tipkončič, pa tale miškič. Vse to, kar jaz uporabljam zdaj že vsaj pol leta, vse White Shark in za vse imate na linku, ki je čist vedno spod pod videom, imate avtomatično 10% znižene stvari. Ja, tebi pa ni treba, kaj. Policisti so, hvala Bogu, šli toliko dela, že so preiskali hišo. Ko so preiskali hišo, ni bilo nič zagotoviti, nič za najdeti, očitno niti osebne lastnine in so rekli, Puentejevi, a lahko prekopljemo tvoj vrt. Njihova podlaga za to je bila samo to, da lahko socialni delavki Judy rečemo, da smo storili vse v naši moči, kar smo lahko. In Puentova ni rekla, ne, pejte preč, rabite nekakšen nalog, rekla je, ja, ni panike, pa tle imate še lopato. Eden od policistov, ki je delal na tem primeru, ki je osebno tam bil in kopal, je rekel, da je najdel koščke tkanine, kar je nenavadno, našel je jajčne lupine, našel je koščke usnja, vse to jim je nekako dal tisti zagon, da so kopali naprej. In ja, kmalu potem so ugotovili, da ti koščki usnja niso bili koščki usnja, ampak so bili del človeškega telesa, mesa, koža, ki je pač prišla v tako stanje, da je izgledala kot usne. Oni so kopali in istočasno so lahko spremljali Dorotejo, kako jih je čez okno opazovala, kako oni kopljajo in kako napredujejo. In končno so našli truplo 78-letne Leone Carpenter. Logično sledi to, da so Dorotejo mogli začeti zasliševati. Je bila osumljenka, ni bila pa še ničesar obtožena, tako grejo te stvari. In ker ni bila ničesar obtožena, je bila še na nek način dokaj svobodna, je pa sodelovala, ko so jo sprašvali. Sprašvali so jo, če si kriva, če si to naredila. Ona je vse kompletno zanikala. Ker nekaj časa trajalo, da je ona za vsako stvar rekla, ne, nisem naredila, ne, nisem vedela, da se to dogaja, ne, nisem vedela, da je karkoli na mojem vrtu, tralala. Takrat so tudi že pogledali v njeno kartoteko za nazaj in ni bila toliko nedolžna, kakor njen videz, ker tam so že bili razno ponarejanje čekov, razno izplačevanje čekov, ker niso bili njeni, za ne vem kaj je bila že vse obtožena in počasi so stvari sestavljale. En dan, ko policija spet ponovno se zbudila, začela na novo prekopavati vrt, ker je bilo jasno, da verjetno niso vsega najdel, je Doroteja rekla in izkoristila svoj moment in je rekla, jaz moram živce pomiriti, a grem lahko na kavo z mojim nečakom. In medtem, ko je bila ona na tej nedolžni kavi za pomirjanje živcev, so na vrtu Puentejeve našli še 6 trupel, vključno s trupli 51-letnega Alberta Montoya, 64-letne Dorothy Miller, 55-letnega Benjamina Finka, 62-letnega Jamesa Gallopa, 64-letnega Vera Faye Martin in 78-letna Betty Palmer. Potem so raziskali in najdeli še 2 umora, ki sicer sta bila majčkeno drugačna, ampak dosti podobna, da so jih spet lahko povezali skupaj z Dorotejo, in sicer 61-letna ženska po imenu Ruth Monroe. To je bila ena prvih žrtev in Puente je njo prepričala 1982. leta, naj se preseli z njo, ker je Ruth ravno umrl mož in je bila šibka in boga in sta bile super cimre, dokler one dve ne so bile res tako blizu. To je ta primer, ki sem rekla, da so jo klicali babica, dejansko od Ruth otroci in tako naprej so jo klicali babica, tako da nesti. In pa potem še žrtev 77-letni upokojenec Everson Gilmouth. Ona pa naj bi se spoprijateljila, ko je bila Puentejeva še majčkeno taka, kot sem rekla, da je delala razne zločine in se spoznala v zaporu in ga je potem očitno vzela pod svoje varstvo. Ampak konec koncev ga je ubila. Zdaj pa pazi to. Novembra 1985 je Doroteja želela v tej čudoviti hiši spremeniti nekaj opažov oziroma jih dodati, tako karkoli že, ampak delce za to so ostale konec koncev in je rekla, a bi ti mogoče iz tega naredil še neki tako kot omaro, 2x1 za pač neke lastne potrebe. In on je rekel, ja, ni panike in je to naredil. Sicer je malo čudno izgledalo, tudi en zaboj, druga zaboj, ampak ga je pač naredil. Sta se s to omaro vozila okrog, ne vem, kam jo že hotela prepeljati, naj bi jo imela pač za knjige, ali je šla po knjige, ne vem. In je sred poti rekla, da je ustal in je imela še eno prošnjo. Sred rečnega brega ga je prosila, če samo to škatlo porine v vodo. In ja, njemu se je zdel čuden in bilo je težko in očitno ni vedel, da noter niso knjige, ker definitivno noter niso bile knjige. In precej časa potem je en ribič, ki je lovil ribe, obviously opazil to škatlo, sumljivo podobno trugi, da pač je tam nekje nasedla.
in je pustil policijo. No, prej sem omenila tega njenega kolega iz zapora, Eversona, so pač sumili, da to zna biti on, ampak bi trajali še mesece in mesece, preden bi ga identificirali, ker je bil tako zelo razpadu. In kot vemo, so vse te osebe brez nekih znancev, bližnjih, da bi kogarkoli spraševali, ali to je ta oseba ali ne, in je bilo vse to majčkeno bolj zapleteno. In čudaškost celotne zgodbe se še naprej nadaljuje, ker so poente, hvala Bogu, tudi našli in obtožili 9 umorov in jo pripeljali nazaj v Sacramento. Ampak ona je čisto preprosto v nedogled vztrajala, da je nedolžna in ni kriva nič in ni nič naredila. Je pa ves čas poudarjala, nekoč sem bila ful dobra oseba. Ne vem, kaj hodila s tem povedati. Sploh ta cel Sony je bil tak nenavaden, ker je bila ona prikazana ali ful sladka, nedolžna babica, ker ne vem, zakaj jo vsi mučijo, ali pa kot najbolj zloglasen serijski krut morilc. Njeni odvetniki so se predvsem probali ven potegniti tako, da so govorili, mogoče je tatica, definitivno pa ni morilka, kao da je nekdo drug potem vse to storil na njenem dvorišču. Ima smisel, da niso mogli odvetniki jo zagovarjati do konca, reči, da ni nič naredila, glede na to, da v preteklosti že je točno to počela, ne ubijala, ampak čeke izplačevala od ljudi drugih. Johna O'Mara je, hvala Bogu, tisti tožilec, ki je tja na kraj zločina, na sodišče pripeljal 130 prič in te priče so trdile, da je z uspavalnimi tabletami mamila svoje najemnike, jih zadušila, nato pa najela obsojence, da so jih zakopali na dvorišču. Je pa potem eno močno uspavalno sredstvo, ne vem, je močno ali ni močno, Dalmain se imenuje in to isto stvar so našli v vseh truplih, ki so jih izkopali. Tako da definitivno je bil to povod, da jih je na ta način ošibkila, razrožila. Tožilci so dejali in še danes trdijo, da je bila ona najbolj ena hladnih, preračunljivih serijskih morilcev, kar jih je kdaj obstajalo. A ni zanimivo, da imamo dobesedno 6-letne deklice, ki so najbolj krute morilke, pa pol tako 70-letne babice, what is going on. Zanimiv zaključek, ker ona na koncu ni bila obsojena za nič ali pa za vse, bila je obsojena za 3 umore, se pravi, hvala Bogu vsaj toliko, da je bila pač obsojena na dosmrtno kazen, ki v njenem življenju ni bila toliko dolga, je pa zanimivo, kako jim rata za 3 obtožiti, za druge ne. No, važno, da so 3, da je pač vsaj ostala v zaporu, da jo niso, ne vem, da jo spustili nazaj. Pozabila sem omeniti, da je leta 1960 delala kot prostitutka in je bila aretirana zaradi vodenja javne hiše leta 1960, ker očitno je bilo prepovedano. Jo je pa tožilec ukazal kot shizofreno osebo brez obžalovanja, katero bi mogli pozorno spremljati. Umrla je potem v zaporu naravne smrti, stara je bila 82 let. Policija v njej pravi, to bi lahko bila moja babica, bila je stara gospa soseda, cute. O knjigo ne moreš soditi po platnici in ona je imela eno hudičevo naslovnico.